Lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu EF. Današnja gostja je profesorica Ljubica Kneževič-Cvelbar, govorila pa bova o dosežkih in izzivih slovenskega turizma. Turisti so v Sloveniji avgusta letos opravili rekordnih 3,3 milijona nočitev. Kako komentirate tak rezultat, kako pomemben je z vidika bruto domačega proizvoda? Jaz se ne rada pogovarjam o rekordih. Jaz mislim, da v turizmu moramo spremeniti retoriko. Rekordi, ki se merijo številom turistov, niso ključni pokazatelj uspeha turistične sezone. In bi tukaj tudi morda splošno javnost, pa tudi novinarje, v bistvu moramo se vsi bolj držati tega, da pogledamo res, koliko je dodane vrednosti od turizma, koliko turizem prinese, kot ste rekli, v bruto domačem proizvodu. To pa moram reči, da v Sloveniji, pa tudi druge v Evropi, zračunamo dokaj nenatančno. Naredijo se ankete. Ankete naredi Banka Slovenije, tudi SURS dela ankete, Banka Slovenije dela izračune in tu so pač ocene, se že leta gibljajo, v Sloveniji okrog 5%, posrednega, skupnega pa okrog 9% prispevka turizma v BDP-ju. Tako kot vse skupaj upoštevamo tudi ostale dejavnosti, ki so vezane na turizem, trgovina in tako naprej. Tako da ta številka je bolj zajetna, približno 9%, kar je dokaj visoko. Jaz pa zelo rada pogledam, da vidim, kako je bila uspešna turistična sezona, bilančne podatke hotelskih podjetij. Hotelska podjetja so pač steber turističnega razvoja. In če smo pogledali zdaj tako podjetja, zdaj bilance še niso za leto 2024, za leto 2023 podatki so bili solidni in kažejo na solidno poslovanje, kažejo na kar izboljšanje od leta pred covidom, torej ta podjetja po covidu poslujejo dokaj boljša. Kaže se tudi na investicijsko dejavnost, tako da podjetja tudi več investirajo, kar je dober znak, morda še zmeri premalo glede na konkurenčne države. In letošnja, tako ko se pogovarjamo s hotelierji, kaže na tudi soliden rezultat v letu 2024. Tako da jaz bi rekla zadovoljivo, ampak imamo še seveda prostore za rast pa razvoj. Kako torej doseči ta premik od rasti števila nočitev k turizmu z manj obiski, a višjo dodano vrednostjo? Ja, znanjem, pa trdim delom. Tako da, veste, dodana vrednost vedno temelji na nekem znanju, ki je, in to znanje je pač v turizmu kakovost. Kakovost infrastrukture, kakovost storitev. Dve ključni zadeve v turizmu so danes, kakor tudi druge v drugih panogah. Digitalizacija, turizem ne more biti digitaliziran popolnoma, ampak procesno se da zadeva izboljšati z digitalnimi rešitvami. Vedno bomo potrebovali ljudi v turizmu. Iluzorno pričakovati, da bo turizem robotizacija prevzela. To pa ne, ampak se da marsikatere procesne rešitve rešiti. Primer, avtomatski check-in, check-out, tako da ljudi imajo več časa, ki delajo v hotelih za kakovostno storitev. Torej, in trajnostni razvoj infrastrukture, produkta pa doživetja. Ampak v kolikšni meri smo lahko uspešni na področju trajnostnega razvoja, dokler so številke obiskov tako visoke? Veste, to se ne izključuje, nujno. Vam dam primer Islandije. Islandija ima strašno visoko rast. Islandija je v bistvu procvetela in se postavila na turistični zemljevid z izbruhom vulkana. Takrat so prišli v medije in vsi so pisali o vulkanu v Islandiji, prinesel jim je ogromno medijsko pozornost in na račun tega so oni takrat financirali to svojo letalsko družbo domačo, da so pospešili samo dostopnost in res potrojili število leto in izkoristili tole medijsko prisotnost za turističen rast. In rast turizma je tam bila, govorimo o 2 do 3 kratniku v nekaj letih. In vam moram reči, da to je najbolj trajnostnih turističnih produktov, ki sem jih jaz videla. Seveda imajo geotermalno energijo, ki jim omogoča, da imajo tudi namestitve, ki imajo ničelne emisije, kar je pri nas dokaj težko, ampak produkt je pa trajnosten. Tako da te dve stvari si ne izključujeta. Lahko rastemo ob tem, da imamo trajnosten produkt. In ta rast pa mora biti spet v smeri, kakor strategija slovenska nakazuje, veliko bolje, pa morda malo manj. Ko govorimo o množičnem turizmu, ne moremo mimo nasprotovanja, predvsem domačinov. Ponekod že prihaja do tega, da z ukrepi omejujejo število obiskov. Podpirate takšne ukrepe?
Imamo jih zelo blizu nas, Benetke. Jaz sem govorila z podžupanom Benetka, ko so ta ukrep upeljali. In njihov moto je bil, da želi v Benetkah zagotoviti večjo kakovost življenja lokalnega prebivalstva. Oni tudi to testno počenjajo trenutno. Teh 5 evrov je za njih simbolično, ker zakonom niso mogli iti na više številke, ker mogo se nacionalni zakon spremeniti. Jaz bi rekla, da je to skrajni ukrep. Skrajni ukrep, ki ga pač v bistvu pol upelješ, ko si vse drugo zamudijo. Predtem so pa ukrepi komunikacije z lokalnim prebivalstvom, infrastruktura, ki jo razvijaš v ta namen, aktivni menedžment, in pol, ko vse to ali preskočiš, ali ni učinkovito, pa greš za omejevanjem. To je skrajni ukrep. Ker ni pa turizma brez lokalnega prebivalstva, menite, da bi mu morali v Sloveniji bolj prisluhniti? Pa jaz mislim, da v Sloveniji, pa ne da bi tolažila se, ampak mislim, da v Sloveniji nismo na točki preloma, v določenih destinacijah, se morda zaznavajo trenja in to je absolutno treba prisluhniti. Turizem se dogaja v dvorišču našega domačega, prebivalstva. Če se nekaj zgodi v industrijski coni, domače prebivalstvo ni tako, recimo, prizadeto. Če se pa zgodi na območju, ki sprehajaš otroke, ki si vsak dan preživljaš prosti čas in turizem ima te lokacije, potem si pa bolj občutljiv in absolutno je aktivno se treba ukvarjati s tem, da to sobivanje zagotavljamo lokalnega prebivalstva in turizma. Tudi turisti ne radi hodijo v Disneyland, v katerih ni lokalnih prebivalstva. Te dve zadeve so zelo povezane. Tudi turist ni vesel in ni zadovoljen, če nima možnosti stika z lokalnim prebivalstvom. Posebej pa, če lokalno prebivalstvo aktivno protestira proti turizmu. Tako da na temo je treba veliko delati. Kot sem rekla, najprej komunikacija, Turizem Ljubljane je en tak primer, ki so pač naredili veliko akcijo o tem, da so pač tudi prebivalcem povedali, kaj turizem prispeva. To, da imamo, ne vem, park Fužine, bike park Fužine, to mi zdaj pade na pamet, da je bilo ogromno druge infrastrukture, ki jo turizem prispeva, pa poleg tega, poleg komunikacije, pol pa gre infrastruktura. Tale primer, da zgradiš parkirišče izven mesta, in da pol ti kontroliraš, koliko avtobusov lahko pride v mesto, da ne pride do gneče. To so vse ukrepi, ki se dajo pred tem, da gremo z omejevanjem in da prebivalstvo trpi. Del te problematike oziroma rešitve je tudi oddajanje nepremičnin za kratkoročni turistični najem. Ponekod že prihaja do tega omejevanja. Ali podpirate ta ukrep? Jaz ne bi uporabljala besedo omejevanje. Jaz bi rekla regulacija. In regulacijo podpiram, absolutno. To je tak v Berlinu, na primer. To je ravno zaradi, jaz sem bila na eni konferenci, na takem dogodku v bistvu za gospodarstvo v Berlinu, ki je bil organiziran, in točno to je bil ta tipping point, ta točka preloma, v katerem je lokalno prebivalstvo zelo močno začelo oponirati turizmu. Zaradi tega, kar pač moramo biti iskreni, se zažira v ponudbo prostih stanovanj na trgu. In v bistvu je zelo donosna naložba. Analize kažejo, da tisti, ki vložijo denar v tako nepremičnino, povrnejo v obdobju 6 do 7 let, kar je zelo atraktivno. In zdaj, kar rečem regulacija, v veliki meri, v Italiji na primer, so pač mi kolegi raziskovalci povedali, da so oni, ko preden so začeli s temi ukrepi, so naredili pregled in da je več kot 70% teh nepremičnin ni bilo prijavljenih. In pač s tem je nelojalna konkurenca ostalim. In jaz bi rekla ne omejevanje, ampak regulacija. Da vemo, kaj je na trgu, da je to ustrezno zabeleženo, ustrezno obdavčeno. In potem pa se vsak pol potem odloča, a bo to še vedno tako donosna naložba ali pa ne. Torej v prvi vrsti boj proti oddajanju na črno? Ja, jaz bi rekla absolutno da. Absolutno da. Število nepremičnin, mi smo analize delali tudi za Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, te številke so res visoke. In recimo za to govorimo res o izjemni, tako eksponentni rasti števila nepremičnin, ki se pojavlja na platformi Airbnb. Zagovorniki pravijo, da to samo kaže na penetracijo platforme Airbnb. Jaz se s tem ne bi čisto strinjala. Ne more se za 4-kratnik
povečati število nepremičnin. Očitno je to zelo zanimiva naložba. Ne. Za posameznike pač je prav, da tudi kar nekaj denarja steče, približno 180 milijonov evrov na letni ravni, po podatkih za 23. Ta denar jaz verjamem, da se pol pretoči in se tudi gre v lokalno gospodarstvo, mora biti pa ustrezno regulirano. Jaz verjamem, da mora biti. Ne. Kako tesno pa so vsebine s področja turizma vpete v raziskovalne in študijske procese na ekonomski fakulteti? Probamo čim bolj. V bistvu to znanje, ki ga soustvarjamo s prakso, prenašati tudi v študijske procese. Študenti delamo na primerih dobre prakse, sodelujemo. Lani smo delali s podjetjem Istrabenz turizem, delali smo s Turizmom Ljubljana, projekte študenti. Naši študenti se tudi probamo, turizem je zelo zanimiv, ker lahko ekskurzije so bolj recimo raznolike. Probamo tudi na ta način vključevati v procese, pa tudi predvsem goste iz prakse, ki jih pač tudi vabimo k sodelovanju. Tako da trudimo se po vseh močeh. Obeta se nam torej še kar nekaj iztočnic za prihodnje razprave. Najlepša hvala za ta nadvse zanimiv pogovor. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, spremljajte nas še naprej.